Odkrito. V neki vasi na Golanski planoti na meji med Sirijo in Izraelom se je okoli skupine moških, ki je hodila za majhnim dečkom, nabrala gruča radovednežev. Pred neko hišo se je deček ustavil, pokazal nanjo in nekaj povedal moškim, ki so bili z njim. Nato se je obrnil k gruči radovednežev, stopil še do njih in pokazal na nekega moškega ter ga poklical po imenu. Moški je potrdil, da mu je res tako ime, vendar je povedal, da dečka ne pozna. Deček pa je dejal: "Bil sem tvoj sosed, sprla sva se in ti si me ubil s sekiro." Dobrodošli na podcastu odkrito.si. Sloviti Albert Einstein je nekoč rekel, da vesolje ni samo tako čudno, kot se zdi, ampak bolj čudno, kot si lahko domišljamo. Ljudje so od nekdaj bili priča nenavadnim dogodkom, ki burijo domišljijo še leta po tistem, ko so se zgodili. Veliko jih ostaja nepojasnjenih, mnogo na robu verjetnega in mogočega. Na našem podcastu, ki gostuje na Buzzsproutu, Spotifyju, Googlovih podcastih in drugih podcast platformah, pa vam ponujamo tudi te zgodbe, pa tudi pogovore z ljudmi, ki so takšne zgodbe doživeli. To je ena od njih. Konec 60. let prejšnjega stoletja je 3-letni deček, pripadnik skupnosti Druzov, nenadoma postal središče pozornosti v mnogih medijih, potem ko se je razvedelo, da je razrešil umor iz svojega prejšnjega življenja. Druzi so etnična skupnost, ki živi pretežno na Golanski planoti med Sirijo in Izraelom. Imajo svojo religijo, ki spada med tako imenovane abrahamske religije. Tja spadajo tudi judovska vera, krščanstvo in islam. Slednjemu je njihova vera še najbližje, vendar se nimajo za muslimane. Druzi tudi verjamejo v reinkarnacijo oziroma večkratno rojstvo in zato dečkova pripoved zanje ni bila nenavadna. Jih je pa vseeno presenetila, ko so preverili dejstva, ki jih je navajal. Deček, katerega imena niso razkrili, se je rodil z rdečim znamenjem na glavi. Druzi so prepričani, da takšna znamenja izvirajo iz prejšnjih življenj, zato so verjeli, ko je nekega lepega dne deček začel pripovedovati, da je bil ubit s sekiro. Skupina moških, ki je slišala njegovo zgodbo, se je odločila, da jo preveri. Med skupino je bil tudi dr. Eli Laš, ki je delal kot svetovalec v zdravstveni oskrbi v Gazi in ga je nenavaden primer, ko je slišal zanj, zelo zanimal. Prav dr. Laš je predlagal, kako naj dečkovo zgodbo preverijo. Dečka so odvedli v več druzovskih vasi, da bi videli, če katero prepozna. V 2 niso bili uspešni, v 3 pa je deček prepoznal vas, v kateri naj bi živel, in povedal, da ga je ubil sosed. Ko je povedal svoje ime iz prejšnjega življenja, so se vaščani spomnili, da je v vasi zares živel mož s tem imenom, ki pa je 4 leta prej nenadoma izginil. Skupina je dečka odvedla tudi po vasi in na neki točki je fant pokazal hišo, v kateri je živel. Okoli skupine pa se je nabrala tudi kopica vaških radovednežev. Deček je nenadoma stopil do enega izmed njih in ga poklical po imenu. Moški je potrdil, da mu je res ime tako, kot ga je imenoval deček. Ta pa je takrat rekel: "Bil sem tvoj sosed, sprla sva se in ubil si me s sekiro." Dr. Laš se spominja, da je takrat moški postal bled kot stena. Deček pa je rekel še, da ve, kje je pokopano njegovo truplo. Skupino, v kateri je sedaj bil tudi obtoženi sosed, je popeljal do njiv, ki so bile zunaj vasi. Na eni od njih je bila gomila kamenja in fant je pokazal nanjo in dejal, da sta pod njo njegovo truplo in morilsko orodje, sekira. Možje so res začeli izkopavati in naleteli na okostje odraslega moškega, oblečenega v takrat običajna kmečka oblačila. Lobanja okostnjaka je bila preklana, kot bi jo nekdo zares poškodoval s sekiro. Ta poškodba pa se je ujemala z znamenjem, ki ga je na glavi nosil deček. Po tem razkritju je morilec priznal zločin, vendar ga niso izročili oblastem. Dr. Laš domneva, da je za kazen poskrbela skupnost.
Zgodbo je v svoji knjigi Otroci, ki so že živeli, skupaj z drugimi zgodbami otrok, ki so se spominjali prejšnjih življenj, opisal pisatelj in terapevt Truc Hardo. V knjigi so po trditvah avtorja zbrane le zgodbe, ki naj bi bile preverjene, vendar pa za zgodbo druzovskega dečka vseeno manjkajo dokazi. Tako ni znano ne dečkovo ime, ne ime žrtve ali ime morilca. Dr. Eli Laš je umrl leta 2009, potem pa zgodbe ni bilo mogoče preverjati naprej. Res je, zgodba je morda potegavščina, vendar gre še za eno od nenavadnih in skrivnostnih zgodb o reinkarnaciji, ki jih obstaja veliko.